Lepo pozdravljeni še enkrat, dobrodošli na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Zelo nas veseli, da ste prišli k nam na informativni dan, da vas je veliko. Veliko je povpraševanja po računalničarjih in zato nas veseli, da vas je tudi tukaj toliko odločenih, da študirate v tej smeri. Jaz sem Miha Bejek, vas bom nekako vodil skozi to predstavitev, povezoval. Tukaj z mano pa so skrbniki študijskih programov, dekanja, predstavnik referata, predstavnica študentov, ki bodo povedali nekaj o študijskih programih in o študiju nasploh. Tako da, zdaj v naslednji uri, čisto na kratko, da povem, eno urco bomo imeli te predstavitve programov, nato sledi predstavitev projektov, ki so pripravljeni na fakulteti, da se malo ogledate, kako izgleda fakulteta, da malo vidite, kaj vse lahko nastane na fakulteti, kaj nastane v naših raziskovalnih laboratorijih, kaj so naredili študenti. Zraven bodo tudi naši študenti in študentke, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja, bodisi o študiju, bodisi o obštudijskih dejavnostih, kako je študentsko življenje. Se pravi, kar dajte jih vprašati, zato so tam. Takrat, ko bomo imeli ogled projektov, se pravi čez eno uro, imamo tudi predstavitev za tuje študente, ki se jih vsako leto kar nekaj nabere in tukaj so ponavadi zelo specifična vprašanja glede vpisov. Tako da ta predstavitev bo v predavalnici 22 in bodo naši študenti tja usmerili. Zdaj bom čisto za kratek čas preklopil v angleščino, toliko da pozdravim še tujce, morebitne tujce, ki so tukaj z nami. So if there are any foreign nationals here, we kindly welcome you all. I have to inform you that this presentation here will be only held in Slovene. However, right after this presentation, you will be able to attend a special presentation in Lecture Hall 22, where additional information on enrollment procedures and study programs will be presented to you. Thank you. Tako, toliko za enkrat. Sedaj pa, dragi obiskovalci, pozdravljamo na govoru, vabim našo dekanjo Fakultete za računalništvo in informatiko, izredno profesorico, doktorico Mojco Ciglarič. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi tukaj na FRIU, drage bodoče frijevke, bodoči frijevci. Upam, da vas je veliko takih, ko vas bomo drugo leto videli v naših predavalnicah. En kratek uvod bom naredila. Najprej bi vam rada čestitala prvič, da ste se danes čez ta snežni metež prebili do sem. In seveda tudi to, da ste se odločili oziroma da razmišljate o študiju računalništva. Vsi vemo, da računalništvo danes poganja naprej tehnološki razvoj na čisto vseh področjih. Srečamo ga, ne vem, od medicine, farmacije do tehničnih panog, do recimo veliki jezikovni modeli, do lingvistike in tako naprej, čisto na vseh področjih. Tisti, ki boste diplomirali iz računalništva, boste imeli zelo veliko možnosti, da iščete službo kjerkoli, karkoli vas zanima, še poleg računalništva seveda, na kateremkoli področju. Vsi delodajalci vas bodo sprejeli odprtih rok, prvič zato, ker boste s FRIA, FRI ima velik ugled med delodajalci, vejo, da vas dosti naučimo, drugič pa seveda tudi zato, ker ni kadrov dovolj iz tega področja, ker manjka inženirjev računalništva in zato, ker so ta znanja toliko zelo potrebna na vseh področjih. Tako da ta odločitev je bila vsekakor dobra in ste lahko ponosni na njo. Zdaj, kot frijevci, kot inženirji z diplomo FRIA, boste imeli možnost ne samo zbirati med različnimi panogami dela, kjer se boste lahko zaposlili, ampak boste imeli možnost tudi vplivati na družbo. Govorim namreč o tem, a se boste odločili, da boste razvijali nova zdravila ali boste razvijali nova orožja, na primer, se pravi te etične dileme. Tudi tukaj boste imeli veliko možnosti vpliva in dejansko tisti, ki boste želeli, boste vplivali in na razvoj družbe v bodočnosti, na razvoj tehnologij, na gospodarstvo Slovenije oziroma tisti, ki boste šli morda v tujino delati, na razvoj Evrope ali pa celega sveta. Tako da tukaj bo na vas kar ena velika odgovornost in mi vas bomo, upam, tukaj na FRIU naučili ne samo tehničnih stvari, kako se programira, kakšne so metode in tako naprej, ampak tudi odgovornosti do tega, kaj delate. Zdaj, kot vidite, od FRIA lahko veliko pričakujete. Mi imamo odlične pedagoge, odlične strokovnjake, ki so zmeraj pripravljeni vam dati tudi kaj več, kot piše v študijskem programu.
Zdaj pa odvisno od vas, kaj boste tisti, ki se boste dejansko sem upisali, odnesli od tega. Koliko ste pripravljeni delati? Mi pričakujemo, da boste veliko delali. Bomo tudi kar zahtevni, vas bomo matrali, pričakovali bomo, da delate od prvega dneva naprej, ali pa od drugega, no recimo, prvi dan imate še bolj informativen, ne. Ampak res, če boste zamudili recimo prvi 3 tedne, prvi mesec domačih nalog, seminarjev in vsega tega, kar pričakujemo, da od vas sprotno delate, boste lahko že imeli težave. Mi smo vsako leto žalostni, ko gledamo te statistike, da pravzaprav okrog 40% študentov prvega letnika ne izpolni pogojev za vpis v drugi letnik. Pa ni to zato, ker bi mi bili tečni, pa ne bi, ne vem, bi za nalašč metali ljudi na izpitih pa tako naprej. Zato, ker študenti ne začnejo pravočasno delati. Tako da tisti, ki se boste k nam vpisali, pred vami bo res lepa prihodnost, zanimiva strokovna kariera, sigurno se boste najdeli v njej, če vas to področje kakor toliko zanima, ne? Ampak mogli boste pa delati, da pridete do tja. Dajte se odločiti že prvi dan oziroma že zdaj, če se boste odločili za vpis k nam, se dajte odločiti, da boste res delali in se tukaj pri nas čim več naučili. Se pravi, to je tisto glavno sporočilo, ki bi vam ga jaz rada danes dala. Jaz bi bila zelo vesela, če bi drugo leto gledala statistika, pa bi 90% študentov prvega letnika šlo v drug letnik. Ok, ja se lahko to zmenimo. Ok, super. Rada bi še posebej pozdravila dekleta med vami. Mislim, da je to še vseeno treba poudariti. Pri nas dekleta dobro delajo, najboljši študent vseh časov je bila študentka, ne? Tako da ne se ustrašiti tega, čeprav je pač vsako leto še vseeno več fantov, kot se sem vpišajo, ne? Ampak področje je ravno tako primerno in podjetja tudi iščejo dekleta, ravno tako zaposlujejo, ne? In mislim, da tle ni nobenih pomislekov treba imeti. Se pravi, to je tudi ena stvar, ki bi jo posebej rada poudarila, ne? Drugače pa bom zdaj za podrobnosti o študiju, študijskih programih bom predala besedo kolegom in prvi za mano bo nastopil prodekan, docent dr. Slavko Žitnik. Hvala lepa, jaz vam želim lep dan, uživajte in upam, da boste veliko informacij dobili v teh naslednjih 2 urah na Friju. Hvala za besedo. Tako kot je dekanja naredila že en lep uvod, bom jaz tukaj nadaljeval. Zdaj, kaj je vloga prodekana na fakulteti za pedagoško dejavnost, je, da nekako skrbim, da programi tečejo, da lahko študirate, skrbimo za vsebine, ki se vam podajajo, da res slišite v bistvu zadnje vsebine, ki so popularne tako na raziskovalnem področju in tudi v sodelovanju z industrijo. Tako da nekako je moja naloga koordinacija in kadarkoli ima kakšen študent mogoče kakšne težave, se lahko oglasi pri meni pa te stvari rešimo. Potem za mano bodo potem skrbniki, ki potem skrbijo še za posamezne študente programov. Zdaj, pred nekaj leti smo morali vedno poudarjati, da so računalniki povsod, da so v avtomobilih, da so pri plačevanju. Zdaj, načeloma to že nekako vemo kot družba, da so povsod neke pametne naprave, ki od nas nekaj beležijo, nekaj procesirajo in se na podlagi tega same odločajo in nam potem mogoče tudi kaj priporočajo, ne. Zdaj, vi kot uporabniki, oziroma družba kot uporabniki, vse te naprave uporabljamo. Uporabljamo jih, na primer, avtomobil tako, kot smo ga uporabljali pred 20 leti, ampak tehnologija v avtomobilu, na primer, je precej drugačna. In na naši fakulteti ne pomeni, da vas bomo zdaj učili, kako voziti avto, ne. Učili vas bomo v bistvu, kako avto narediti, ne. Zdaj, kako zagotoviti, da bodo tisti podatki, ki bodo prebrani mogoče z nekaterih senzorjev, da bodo pravilno obdelani, da se bo lahko vaša koda, vaši programi nekako, da se bodo lahko odločili, a sploh zaupati tem senzorjem, od katerih so pridobili podatke in kaj potem s temi podatki narediti. Kako te podatke potem tudi pametno hraniti in tako, kot je že dekanja nekako nakazala, ni vse samo v tehnološkem delu, treba tudi paziti nekako na regulatorni del, ker smo mogoče kot Evropska unija malce drugačni od ostalega sveta. Mogoče smo lahko zaradi tega tudi ponosni, da živimo na tem
področju, ampak vse to nekako spada skupaj. Tako da mogoče ne bi poudarjal, kje vse so računalniki, kaj vse počnemo, to boste videli tudi potem, ko se boste sprehodili po fakulteti, ampak zagotovo pa na fakulteti vodimo projekte, ki so potem uporabljeni tudi od kakšnih drugih podjetij, kot je na primer Google, OpenAI in tako naprej. Zdaj, nahajamo se na fakulteti, da ste prišli do sem, ste verjetno šli tamle čez majhen gozdiček. Tam upam, da boste tudi hodili v naslednjem šolskem letu, vsaj večina izmed vas. Imamo dovolj predavalnic, laboratorijev, učilnic z ustrezno opremo, kjer boste lahko dobili vso potrebno znanje. Zdaj, mogoče bi tukaj omenil raziskovalne laboratorije, ki jih je 20. Laboratorij je nekako v bistvu skupnost nekih posameznikov, ki delajo v enem ali več prostorih, vodijo projekte na določenem področju in če vas bo katerakoli stvar zanimala na področju računalništva informatike, bodi si od obdelave besedil, obdelava videa, slik, zvoka, senzorski podatki, napovedovanje dogodkov in tako naprej, boste lahko dobili zadnje izsledke, podatke, kaj se na svetu dogaja in kaj so tisti najboljši pristopi, ki jih bodi si razvijamo mi ali pa kolegi, s katerimi sodelujemo. Mogoče za razliko od srednje šole oziroma verjetno to izobraževanje, od kjer prihajate, je na fakulteti v bistvu ne poteka samo pedagoško delo, torej tisti, ki vas bodo učili, ne pomeni, da je njihova glavna naloga, da samo učijo. Zato, da lahko učijo, pomeni, da morajo delati tudi na raziskovalnih projektih, sodelovati z industrijo in tako naprej. Torej, zaradi tega na naši fakulteti lahko ves čas posodabljamo programe in tudi študenti ves čas slišijo zadnje stvari, ki so dejansko uporabne. To nas mogoče tudi dela posebne, boljše, najboljše. Samo za občutek je tukaj nekaj številk. Trenutno je na naši fakulteti vpisanih 1600 študentov, danes jih ne boste videli, ker v bistvu je bolj ali manj zaključek izpitnega obdobja, torej po predavanjih je potem načeloma od sredine januarja do sredine februarja čas, ko se preverja znanje in drug semester se začne naslednji teden. Zaradi tega ne boste videli polno študentov, tisti, ki pa so, vam bodo pa zagotovo lahko kaj, upam, da dobrega povedali. Torej 105 je pedagogov, torej to so tisti, ki poleg tega, da učijo, delajo tudi na projektih ali pa sodelujo z drugimi organizacijami v Sloveniji in po svetu. Potem približno toliko še raziskovalcev. Raziskovalci so pa tisti, ki delajo samo na raziskovalnih projektih. Torej delajo na evropskih projektih, delajo nove stvari, kot so na primer jezikovni modeli za evropske jezike, tudi za slovenski jezik se zdaj pripravlja. Potem sodelujo pri kvantnem računalništvu, pri računalniških omrežjih, pri umetni inteligenci na več področjih in tako naprej. Potem je pa tukaj še množica alumnov. Alumni so pa tisti vaši predhodni kolegi, ki so pa že zaključili našo fakulteto in se nekateri z veseljem vračajo nazaj in tudi v okviru sodelovanj, ki jih imamo z gospodarstvom, radi delijo svoje izkušnje ali pa povejo kaj posebnega v povezavi s predmetom, kjer imajo vabljeno predavanje. Naprimer, poslušali boste predmet razvoj informacijskih sistemov in pri tistem predmetu bo morda na predavanja prišel kdo iz kakšnega podjetja, da vam bo povedal, da tiste stvari, ki se učite, da so dejansko uporabne, da ni samo to, da se je pedagog spomnil nekaj, pa vam zdaj nekaj govori zaradi tega, da bo na koncu lahko dal to na izpit. To ni glavni namen. Zdaj, kaj boste znali na koncu študija? Zdaj, to je odvisno predvsem od vas. Zdaj, naš programi so zasnovani na način, da v bistvu na prvi stopnji dobite neko dovolj globoko strokovno znanje in v višjih letnikih lahko to znanje specializirate preko posameznih modulov, kjer lahko svoje znanje na področjih izbranih še bolj poglobite. Poleg teh modulov lahko ponekod izbirate tudi izbirne predmete, če vas zanimajo kakšne specialnosti.
Če pa za vas to ni dovolj, se pa lahko kadarkoli oglasite v laboratoriju in sodelujete na kakšnem raziskovalnem projektu, mogoče potem v prihodnosti tudi dobite prek nas povezave, pa greste v tujino ali pa kakšno podjetje, ki z nami sodeluje. Ampak dobiti zaposlitev na našem področju ni težava, tako da zaenkrat naj vas to ne skrbi. Mogoče je dovolj samo, da si zapomnite, da v okviru študija naj bo to neka pot, ker v bistvu raziskujete, kaj vas veseli in v bistvu na tistem področju poskušate uporabiti svoje znanje in skupnosti, družbi prinesti nekaj novega. Zdaj tukaj ste napisali tudi računalniške igre, ne? Zdaj, to ne pomeni, da igre igrate, ne? Tako kot sem prej omenil, ne? Namen je, da v bistvu se naučite narediti igro, ne? Da poznate, kakšna je tehnologija zadaj, da ugotovite, kakšni načini igralnosti obstajajo, kako zadržati uporabnike, da se naučite dovolj nekih fizikalnih lastnosti, kako jih implementirati v računalništvu, da nekaj če v zraku, da mora pasti, do kje mora pasti in tako naprej. Tako da tukaj je zgolj samo nekaj področji, ki so pač v bistvu bodo odvisne od vas. Ko boste nekako zaključili fakulteto ali pa ko boste bolj proti koncu, seveda boste imeli ogromno nekega tehničnega znanja, ki ga boste lahko potem še nadgradili, specializirali na drugi stopnji in potem boste to znanje tudi uporabljali nekje pri svojem delu. Bodisi v akademskem svetu, v raziskovalnih organizacijah, v podjetjih ali pa mogoče v organizacijah, ki niso tako zelo povezane s tehnološkim svetom. Pomembno je, da pri vsem tem ne pozabite, da poleg tehničnih vidikov, da obstajajo še drugi vidiki, torej v tem času, ko ste študenti, boste študenti, poskusite nekako to, kar slišite na fakulteti, nekje že med časom študija uporabiti. Torej, zato obstaja študentsko delo, torej v poletnih mesecih, ko ni pedagoškega dela, lahko to znanje uporabite, lahko sodelujete na hackathonih, lahko v bistvu delate za kakšno društvo. V tem času spoznate neke probleme, ki vas bodo mogoče veselili, pa boste mogoče v prihodnosti delali. Bo veliko lažje, kot če ne boste pogledali stran od nekih ozkih tehničnih stvari, pa boste potem na koncu fakultete poskušali v bistvu nekaj delati, pa v bistvu sploh ne boste vedeli, na katerem področju pa bi želeli vi zdaj implementirati svoje znanje ali pa uporaba znanja podatkovnih baz. Podatkov je zelo veliko, mogoče vas en tip podatkov veseli bolj kot drug tip podatkov. Mogoče vas veseli, da urejate podatke o rastlinah, pa ne mogoče o recimo artiklih nekega podjetja pri razvoju. Gospodarstvo sem že omenil, kot tehnična fakulteta smo z gospodarstvom zelo povezani. Veliko naših alumnov tudi vodi podjetja ali pa ekipe. Tako da ves čas na fakulteti organiziramo dogodke, kjer predstavniki podjetij predstavijo aplikacije tudi kakšnih raziskovalnih projektov. Na fakulteti imamo tehnološki pospeševalnik, ki mu pravimo garaža. Torej, ko boste šli tukaj le gor, boste videli eno tako rumeno krogu prostor. Tam noter je prostor, kjer v bistvu študenti, ki mogoče ustvarjajo neko ekipo, imajo neko idejo, bi želeli nekaj implementirati, testirati na trgu, pridobiti neke začetne uporabnike, dobiti odziv, zadeve izboljšati. Vam bomo tam omogočili, da boste dobili dostop do nekih virov, do mogoče naprav posebnih, boste imeli dodatne izobraževanja, da boste lahko stvari tudi dejansko izpeljali in v tem pospeševalniku se je tudi že dejansko rodilo nekaj podjetij. Zdaj, omogočamo tudi prakse v podjetjih, katerih se lahko udeležite v okviru raznih mednarodnih programov ali se pa sami dogovorite. Na enem izmed programov so prakse celo obvezne kot del študija in potem, ko končate, seveda bomo veseli, če se boste kot alumni vračali na fakulteto.
Zdaj, danes je naloga, da poleg tega, da vam povemo, kako zelo pomembna računalništva informatika, kar upam, da tudi sami veste, zaradi tega ste verjetno tudi tukaj. Ni pa to edina možnost, torej tudi druga področja so pomembna. Zaradi tega se to tudi vidi na naših programih in predmetih, ki jih ponujamo. Torej, danes bomo predstavili naša dva matična programa računalništva informatika, enega univerzitetnega, drugega visokošolskega strokovnega, in potem 3 interdisciplinarne programe, ki jih izvajamo z drugimi fakultetami. Zakaj interdisciplinarni? To pomeni, da en del predmetov študija opravite na naši fakulteti, drug del pa na drugi fakulteti. Zakaj je to pomembno? Torej, tisti, ki že nekako imate mogoče neko željo ali pa občutek, da bi mogoče na nekem področju delali, bodi si, naprimer, to je multimedija ali pa vas mogoče zanima bolj kakšen matematičen vidik kakšnega algoritma, podrobnosti izdelave sistemov, ali pa vas mogoče zanima, kako delujejo veliki sistemi, ki so povezani prek držav, kako poteka izmenjava med državami, med sektorji, kako omogočati, da neke regulative spravite v neko življenje. Zato je na primer program upravna informatika in zdaj za mano bo v bistvu vsak skrbnik programa predstavil v bistvu, kaj boste lahko odnesli na vsakem programu. Pomembno je, da si zapomnite, da katerikoli program boste izbrali, boste dobili dovolj znanja za karkoli vas bo zanimalo. Ne glede na to, kateri program od teh boste izbrali, se boste lahko dovolj specializirali, da boste dobili tisto znanje, ki vas zanima. Torej, tudi če zdaj izberete enega izmed programov, pa potem kasneje izveste, naprimer, da multimedija vas pa ne zanima, ne? Bo tam dovolj izbirnih predmetov, da boste lahko izbrali vsebine in si zapeljali program nekako v svojo smer. Torej, za mano zdaj bo vsak skrbnik predstavil program, mogoče še beseda, kaj pomeni skrbnik študijskega programa. V srednji šoli ste nekako navajeni, da ste imeli razrednika, pa ste z njim imeli mogoče 1 uro tedensko, pa ste se pogovarjali, pa dobili, kje so težave, kako izboljšati, kako se prijaviti na športni dan, pa tako naprej. Zdaj, tukaj tega ni, boste pa imeli nekajkrat letno srečanje s skrbnikom, ki vas bo nekako usmerjal skozi študij. Skrbnik je nekako kot vaš razrednik in vas bo opozoril, kakšne predmete imate na voljo, da jih lahko izberete, vas bo opozoril, da delate sprotne obveznosti, opravite predmete, vas bo opozoril, da greste lahko tudi na izmenjave vmes, vas bo opozoril, da izberete mentorja za diplomsko nalogo, ko bo to čas in tako naprej. To je nekako naloga skrbnika. No in zdaj bi kar predal besedo prvemu skrbniku, docentu Urošu Čibeju, ki bo predstavil univerzitetni program računalništva informatika. Izvoli. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, torej sem skrbnik tega našega največjega študijskega programa, vsaj po številu vpisnih mest, pa tudi mislim po številu diplomantov. Torej najprej nekaj teh birokratskih podatkov. Že dolg časa je to zelo aktualen študijski program, zato je vedno tudi bila omejitev vpisa in recimo za lansko leto si lahko ogledate približno število točk, ki je bilo potrebno jih doseči za ta program in pa pogoji, ne, to so take birokratski podatki. Ampak jaz vam bom malo bolj konkretno predstavil ta program skozi predmetnik, torej da lahko vidite vsaj po imenih, kaj boste v kakšnem letu izvedli in pa lahko si ustvarite eno sliko, kaj lahko pričakujete na koncu, da boste znali. Torej, te slike vam bomo ene parkrat pokazali, pa tudi v teh knjižicah, ki ste jih dobili, so te slikce narisane. S temi krogci predstavljamo naše predmete in črni krogci pomenijo obvezne predmete, torej tiste, ki jih morate obvezno opraviti. Oranžni krogci, ki jih je tukaj tudi kar veliko, so strokovni izbirni predmeti. Tisti beli krogci so pa splošni izbirni predmeti, torej tam pa imate malo širši nabor, kaj si lahko izberete, ne samo iz tega strokovnega področja, ampak lahko greste malo širše. In kot vidite, torej, program traja 3 leta. Prvi letnik je celoten črn, torej vsi predmeti so obvezni.
V prvem letniku vam hočemo predstaviti torej, tisto, kar je temelj računalništva predvsem, torej osnove nekaterih matematičnih tem in pa tisto osnovno orodje vsakega računalničarja in to je programiranje, torej način, kako boste kaj računalniku povedali. Drugi letnik je tudi zelo veliko črnega, ne? Torej v drugem letniku vam želimo na tisto osnovo, ki ste jo v prvem letniku spoznali, dati temelje računalništva, ne? Torej to so predvsem algoritmični predmeti in pa predmeti, ki se tičejo strojne opreme, torej hardvera, informacijskih sistemov, informatike. Nekaj imate pa že v bistvu tistih oranžnih stvari, torej lahko si izberete en splošno izbirni predmet, to je ta bel krogec, no, ta oranžen, pa lahko malo pogledate, kaj bi vas lahko še zanimalo, tako da si lahko malo razširite vaš spekter, ker v tretjem letniku se morate pa malo bolj sami odločiti, tretji letnik je pa zdaj čist izbiren, oziroma ne čist izbiren, ne. Vidite skupine predmetov po 4, torej temu rečemo moduli in izbrati morate v četrtem letniku enega od teh modulov s 4 predmeti. To predstavlja neke sorte specializacijo, torej v prvih 2 letnikih upam, da boste spoznali dovolj o računalništvu, o tem, kaj spada pod računalništvo in da boste tudi malo spoznali o tem, kaj vas bolj vleče, kaj vas bolj zanima, ne. Zato boste lahko v koncu drugega letnika izbrali tisto smer, ki vas najbolj zanima, ne. Torej, če na hitro pogledamo, ne, imamo programsko opremo, umetno inteligenco, sisteme, mreže, če vas bolj zanimajo, karkoli od tega se lahko specializirate, ne. Torej, seveda imate še vedno 3 obvezne predmete, ker kakšne stvari smo mogoče še v prejšnjih letih malo pozabili, ne. Ampak večino je pa specializiranih na vaše konkretno interesno območje. Na koncu teh 3 let dobite neko bazo in znanj, s katero lahko greste bodisi na trg, torej lahko greste direktno v neko podjetje, imate dovolj znanja, da se boste prilagodili kakršnimkoli zahtevam praktično podjetij. Ampak imate pa tudi dovolj znanja, da študij nadaljujete na drugi stopnji, torej na magistrskem študiju. To vedno razmišljamo tekom študija v tem programu, da vas pripravljamo za še težje stvari, ne, da ste sposobni še kaj več. Mnogo od vas pol bo nadaljevalo mogoče tudi na doktorski študij in ta program mislim, da vam nudi vse to. Tako da tako zelo hitro, zelo daleč, kaj ta program nudi. Zdaj pa predal besedo skrbniku visokošolskega študijskega programa. Tako da, hvala. Ja, živa. Čakam, da, dobro. Živa, fantastično je, ker vas je toliko. Jaz sem letos v zimskem semestru sem predaval tukaj ob petkih, ob 8, pa nikoli nisem imel več kot 10 študentov v dvorani. In je bilo grozno in vsi so sedeli tako tam nekaj daleč zadaj. In pa je bilo tako, praznemu prostoru govoriti, je bilo zoporen. Jaz sem David Modic, jaz bom vaš skrbnik, zdaj tako, kar so povedali, tiste, ki se boste upisali na visokošolski študij. Ne bi zapravljal vašega časa s tem, da bi vam razlagal, kaj piše na preglednicah, zaradi tega, ker to imate vsi pred sabo odprtno. In to si lahko preberete, pa če boste imeli pa kakšno vprašanje, nas lahko posebej vprašate, ne. Mogoče samo to, da je razlika med univerzitetnim študijem pa visokošolskim ena, recimo, je to, da na visokošolskem študiju imate tako nekako skupke predmetov, tako nekako stvari, ki so smiselno povezane v neko celoto, recimo varnost ali pa razvoj iger ali pa umetna inteligenca ali pa tako, ne. Tako da tukaj, ko vidite, da obstajajo neke povezave pa puščice med njimi, pa tako, to so nekako stvari, ki so smiselno povezane med sabo. Imate pa podobno, kot na univerzitetnem študiju, so eni predmeti, tisti, ki so črni, so obvezni, to je prvi letnik, drugi pa tretji letnik so pa stvari malo bolj odprte. Zdaj, ponovadi se pojavlja vprašanje, kakšna je zdaj razlika, ne? Zakaj sploh imamo 2 programa, ne?
Rad bi poudaril, ne, o tem smo se večkrat pogovarjali tudi s kolegi, ne, pač noben od teh dveh programov ni slabši ali pa boljši. Tako nekako na nek način sta vzporedna. Ne. Jaz, če karikiram, ne, je to tako, ker da recimo na univerzitetnem programu se naučite, kakšna je mehanika, kakšni so algoritmi, kako deluje Google, ne, na visokošolskem se ga pa naučite ful dobro uporabljati, če razumemo. Pravim, da karikiram, ni čisto tako, no. Ampak visokošolski program je strokovni program. Namenjen je temu, da spoznate neke osnove in potem se praktično usposobite za delo. Pač ideja je, da seveda greste lahko tudi kasneje na naslednjo stopnjo, tega vam nihče ne brani in seveda čisto zaželeno. Je pa tako, da je načeloma je bolj namenjen temu, da v bistvu da delate na področju računalništva. Ne. Jaz si tako predstavljam vseb, da je razlika med univerzitetnim študijem in visokošolskim je tako, da na univerzitetnem nekako razumeš tudi teorijo, ki je podlaga temu, kar delaš. In to ti tudi omogoča, da nekako potiskaš naprej pač celo polje znanja. Računalništvo teoretično, da greš, da ga potiskaš naprej. Ne. Na strokovnem študiju, ne, se pa naučiš, kako ful dobro uporabljati orodja, pa kako dobro delati na tem področju. Tako da, če obstaja neka želja po akademski karieri, je mogoče bolj smiselno, da se odločite za univerzitetni študij. Jaz tudi vem, da je zdajle zgodaj, ne. Zdajle se šele vpisujete na fakulteto, pa o tem še ne razmišljate. Vam pa povem iz praktičnih izkušenj, da študenti visokošolskega študija, ki grejo študirati na magisterij, se ponavadi malo bolj matrajo. Pač tako, malo težje jim je v bistvu prideti na isti nivo, kakor so pa bili študenti na univerzitetnem študiju. Tako da, če razmišljate o magisteriju seveda se da, ni problema, ampak boste pa malo morali potem loviti. No. Tako da, to vam polagam na srce, je pa pač seveda čisto vaša odločitev. Tisto, kar je mogoče najbolj pomemben, jaz sem razmišljal, preden sem začel govoriti, ne, preden sem prišel sem razmišljal, kaj je sploh tisto, kar je recimo mene zanimalo, ko sem šel jaz na informativni dan, pa sem jaz sedel tako kot vi v teh klopeh. Ne. Pa mogoče nisem takrat niti vedel, kaj bi me morali zanimati. Ne. Mislim, zato, ker po eni strani je to, kar se uči, ne, oziroma tisto znanje, ki ga dobite, je samo en del celega tega paketa. To ni vse, kar dobite na fakulteti ali pa na univerzi. Ne. Tisto, kar bi vas mogoče morali zanimati, je, kako je biti tukaj, kakšni so odnosi, a vam ljudje pomagajo, a vam bojo kolegi pomagali, a vam ne bojo. Po eni strani imate srečo, ne? Zaradi tega, ker na različnih fakultetah obstaja različen nivo tekmovalnosti med študenti. Ne? Zdaj tako, če si recimo na nekem področju, kjer je dela manj, pa kjer je profilov manj, kjer je možnosti za zaposlitev manj, študenti takoj razumejo, da so vsi njihovi kolegi tudi njihova kompeticija. In tam pač pride do dosti večje tekmovalnosti. Ljudje niso pripravljeni deliti stvari zapiskov, niso se pripravljeni pogovarjati, niso se pripravljeni učiti skupaj. Zakaj bi učil se z nekom, kaj je na koncu tvoj tekmec? Ne? Tukaj ni te težave, ne? Ni te težave zaradi tega, ker boste vsi zaposljivi. Ne? In jaz tudi iz praktičnih izkušenj, zdaj jaz nekaj let že učim na visokošolskem študiju, vidim, da si študenti pomagajo med sabo. Vidim, da si pomagajo medletniki in med sabo, da je pač nek odnos, da je dosti topel. Tudi fakulteta je dosti, kako bi rekel, sprejemajoča. Tukaj vam ne bo težko. Mislim, mora se boste vložiti, ampak ne bo pa občutka, da ne spadate zraven. Tudi vem, da študentska organizacija zelo veliko pomaga. No? Tako da, to je tista stvar, ki bi jo mogoče morali odnesti. Ker razmišljate o tem, kje študirati. Ne? Ena stvar je zaposljivost, ena stvar je, a bom imel kariero. Druga stvar je pa tudi, a sem matru. A mi bo bedno 3 leta nekam hoditi, pa vsak dan, ko bom moral iti na predavanje, a se mi bo bruhalo ali ne, a si bom želel videti ljudi, z mojimi sošolci novimi, ali ne. Jaz mislim, da imate tukaj dosti dobro možnost, da se boste imeli fino. No. To se mi zdi pomembno. No. Zdaj bi pa predal Lovru Šublu, mojemu kolegu, mikrofon. On je pa skrbnik za IŠRM. Hvala lepa. Moje ime je Lovro Šubl, sem skrbnik
interdisciplinarnega študijskega programa računalništva in matematika, ki ga izvajamo skupaj z Fakulteto za matematiko in fiziko. In zdaj ta programa dejansko pač dva skrbnika, poleg mene še profesor Pretnarja iz Fakultete za matematiko pa fiziko, ki ga danes ni z nami, zaradi tega, ker zdaj v tem trenutku ta program predstavlja pač na FMF-ju. Se pravi, kako je sam pač program pač nastal? Dejstvo je, da katerikoli študijski program na naši fakulteti ali pa na katerikoli tehnični fakulteti boste zbrali, brez matematike očitno pač ne bo šlo. In hkrati pač velja, da pri študiju sodobne pač matematike tudi brez računalništva ne gre. In zdaj IŠRM program je nekako pač ideja, kako nekako ta dva svetova pač združiti v enem pač študiju. In na ta način pač pridobite pač neke pač teoretične matematične temelje, ne, in pa hkrati neka bolj praktična, aplikativna pač računalniška znanja. In napram prejšnjim dvem programom, ki ste jih kolega Paško predstavlja, se pravi programa pač računalništva in informatike, kako je ta program sestavljen, je, da v bistvu mi vržemo stran pač informatične predmete in jih zamenjamo z nekimi malo bolj matematičnimi pač predmeti in nekimi malo bolj naprednimi matematičnimi predmeti. Tako da tudi pač na temu diagramu tukaj, ne, so nekako na levi strani izbrani nekako matematični predmeti, ki jih boste na FMF-ju poslušali, kot je, ne vem, analiza, algebra, diskretne strukture, kombinatorika in tako naprej. Na desni strani so pa zbrani bolj računalniški pač predmeti, ki jih boste na naši fakulteti poslušali, se pravi programiranje, arhitektura računalniških sistemov, izračunljivost, algoritmi, podatkovne strukture in tako naprej. In kaj lahko pač opazite, ne, da vsi te krogci v prvih 2 letnikih so črni, kar pomeni, da so vsi predmeti pač izberni. Dejansko dejstvo je, da nimamo prostora pač za izbernost v prvih 2 letnikih, ker morate vi spoznati pač temelje pač 2 področij. Potem v 3. letniku si pa dejansko pač nekako pol študija pač sami izberete, stanejo neki pač obvezni predmeti, recimo v tem trenutku imate dosti znanja, da začnete poslušati predmete iz umetne inteligence in tako naprej, in pa hkrati si pač izberete nek modul pač 3 predmetov, ki nekako služi kot neke vrste pač specializacija. In zdaj za konec, če povem še par pozitivnih pa pač par negativnih stvari pač v tem programu. Zdaj prva stvar je, če boste končali pač ta program, boste imeli odlične temelje za nadaljevanje pač na magistrskem študiju na praktično katerikoli pač fakulteti in lahko tudi verjamete, da boste že po 3 letih pač visoko pač zaposljivi. In kaj je še pač zanimivo, da boste dejansko pač študij upravljali na 2 fakultetah, 2 do 3 dni boste preživeli na tej fakulteti, 2 do 3 dni na teden pač na fakulteti za matematiko pa fiziko in boste tako nekako 2 svetova pač spoznali. Najprej mogoče računalniškega, ki se tako zelo hitro razvija, ne, in pa tudi nek matematičen svet, ki je mogoče malo bolj tak brezčasen, ne. Zdaj pa za konec treba vam pač tudi iskreno povedati, ne, da študij IŠRM ni lahek študij, to je pač dejstvo, da treba bo pač zelo veliko delati. Če si pogledamo tudi omejitev v lanskem letu, je razmeroma visoka, tudi povprečje zadnjih 5 let je okrog 88 točk in mislim, da na celi pač univerzi v Ljubljani obstaja sam kopica pač študijev, ki imajo višjo omejitev, kakor pa sam IŠRM pač program. Tako da ne vas to pač ne prestraši, če vas pa zanima računalništvo in matematika, to je sigurno pač študij pač za vas, morate se pa zavedati pač, da bo treba pač veliko delati. Tako da, po domač povedan, če ste mislili danes popoldne še na FMF pogledati njihove študijske programe, potem je verjetno to študij pač, ki ga iščete. Tako da hvala vam, zdaj pa predajam besedo profesor Maroltu, da predstavi naslednji interdisciplinarni program. Ja, ok, živo, lep pozdrav, torej moje ime je Matija Marolt in sem skrbnik tukaj na FRIU naslednjega študijskega programa, ki ga predstavljamo in to je multimedija. Se pravi, to je tudi interdisciplinarni program, se pravi, izvajamo ga na 2 članicah, na naši fakulteti in pa na fakulteti za elektrotehniko. Tako da, kot je že prej bilo omenjeno, pa takih interdisciplinarnih programih to pomeni, da približno pol časa preživite na eni fakulteti pa pol časa na drugi. Zdaj multimedija, ne, kaj se pravzaprav dogaja na tem programu, kaj se boste naučili tisti, ki bi se vpisali na tak program. Zdaj, če razmislite o tem, kaj je multimedija, verjetno boste začeli razmišljati o, ne vem, slikah, filmih, videih, zvoku in tako naprej, ne, to so mediji. In dejansko program multimedija ima fokus na tovrstnih gradivih, samo program ni namenjen, bom rekel, kreativi ali pa ustvarjanju tovrstnih gradiv, zato imamo, ne vem, umetniške akademije,
Namenjen je pa v bistvu temu, da se več naučite o tem, kako delujejo ali pa tudi kako ustvarjati sisteme, ki ponujajo take vsebine, ne, se pravi multimedijske sisteme. Zdaj, če malo sami razmislite, kakšne aplikacije vsakodnevno uporabljate, boste videli, da večina teh aplikacij pravzaprav so multimedijski sistemi. Če uporabljate YouTube, če uporabljate Netflix, če uporabljate kakršnekoli spletne platforme, več ali manj to so vse multimedijski sistemi. In poanta programa multimedije je, da dejansko je bolj fokusiran na to vrstne vsebine, na to, kako taki sistemi delujejo, kako v računalnikih upravljamo s takimi vsebinami in tako naprej. Tako da to je fokus tega programa in če vas to, rekel, ta aspekt računalništva širše bolj zanima, potem mogoče lahko razmislite, da bi se vpisali na multimedijo. Če boste šli tudi pogledati samo strukturo programa, nisem čisto naključno oblečen v črno srajco, ker vidite, da je zelo črn, kar pomeni, da je večina predmetov obveznih, imate neke izbernosti, ker je že sam program fokusiran na multimedijo, tako da tukaj zdaj ni 8 možnosti izbernih modulov ali pa česa podobnega, kot imamo na računalništvu in informatiki, ker je v bistvu fokus že na specifičnem področju, imate pa tudi neke izbernosti, kjer se lahko znotraj tega sami odločite, kaj bi poslušali. Če boste šli gledati vsebine, boste videli, da del vsebin je takih temeljnih računalniških vsebin, govorimo o programiranju, govorimo o matematiki, tako da najdeli boste predmete, če boste šli malo bolj pogledati program, programiranje 1, 2, ne vem, spletno programiranje, računalniška grafika, tako naprej. Najdeli boste pa tudi veliko predmetov, ki so pa bolj multimedijski, ne, ker je pač to narava samega programa, tako da boste imeli ne vem, osnove multimedijskih vsebin, multimedijski sistemi, radijski in televizijski sistemi, montaža in postprodukcija in podobne vsebine. Tako da to je to, ko program končate, seveda za diplomo imate ravno tako lepe možnosti, da greste naprej študirati na drugo stopnjo, če želite. Na drugi stopnji tako obstaja tudi program multimedija, lahko bi se vpisali tudi na program računalništvo in informatika, dobite dovolj osnov za to, da brez težav študirate naprej. Seveda, tako kot za ostale programe pa velja, da ravno tako ne boste imeli težav pri iskanju zaposlitve. Tako da, toliko z moje strani, zdaj bi pa predal kar besedo naprej še naslednjemu programu. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem Tina Jukić in sem skrbnica interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Upravna informatika. Gre za program, ki ga skupaj izvajata Fakulteta za upravo in Fakulteta za računalništvo in informatiko. V praksi to pomeni, da študenti upravne informatike približno polovico obveznosti upravljajo na Fakulteti za upravo, ki je del bežigrajskega kampusa, preostanek pa na Fakulteti za računalništvo in informatiko. To pa kljub temu ne pomeni, da imajo študentje med študijem logistične izzive. Urnik imamo namreč naravnan tako, da je nekaj dni na teden rezerviranih za obveznosti na FRIU, preostali dnevi pa za obveznosti na Fakulteti za upravo. Kakšne predmete poslušajo ti študentje? Torej, program Upravna informatika izobražuje strokovnjake upravne informatike, ki imajo torej znanja in kompetence z področja informacijskih in upravnih znanosti. Ampak kaj to pomeni? Na Fakulteti za upravo poslušajo predmete z področja organizacije, upravnega prava, menedžmenta, ekonomije, informacijskih sistemov v upravi in tako dalje. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kot lahko vidite, predmete kot so programiranje 1 in 2, podatkovne baze, računalniške komunikacije, grafično oblikovanje, razvoj informacijskih sistemov in še bi lahko naštevali, pa ne bomo, ker imate to ne samo tukaj na prosojnici, pač pa tudi v gradivih oziroma zgibankah, ki jih imate pred seboj. Gre za edinstven profil, ki se lahko zaposli bodisi v zasebnem, bodisi v javnem sektorju. Zakaj? Večina držav že nekaj desetletij intenzivno vlaga v svojo digitalno preobrazbo. Kako to občutite sedaj kot občani? Tako, da vam je na voljo vedno večje število digitalnih javnih storitev. Ko se te javne storitve razvijajo,
Ni dovolj zgolj znanje z področja programiranja, z področja računalništva in informatike. Potrebno je imeti tudi druga znanja, ravnanje z ljudmi, menedžment sprememb z področja ekonomije, menedžmenta, torej nasploh v javnem sektorju in še bi lahko naštevali. Gre torej za interdisciplinarni izziv. Ne nazadnje Slovenija je pred nekaj leti sprejela program uvajanja umetne inteligence, tega ne more pripraviti nekdo, ki je študiral izključno družboslovje. In profil upravnega informatika je zato, bom rekla, več kot naročen. Kljub temu analiza naša kaže, da se večina diplomantov upravne informatike zaposli v zasebnem sektorju. To verjetno ni presenečenje, trenutno so, ali pa bom rekla, plače še vedno privlačnejše v zasebnem sektorju, morda se bo zdaj s to plačno reformo, ki se je ravno kar začela izvajati, to nekoliko spremenilo, vendar nam diplomanti res pogosto povedo, dobili smo najboljše od obeh svetov. Torej od tega upravnega, družboslovnega in od tega frijevskega, inženirskega. Večina se jih zaposli torej ne samo v zasebnem sektorju, ampak tudi na tem inženirskem delu. So programerji, sistemski skrbniki in tako dalje. Ampak kljub temu pri svojem delu potrebujejo tudi znanje, tudi kompetence, ki so jih osvojili na fakulteti za upravo. Zdaj na programu razpisujemo 25 mest. Večinoma se na prvem roku ni omejitev, torej se na prvem roku vsa mesta ne zapolnijo, vendar kljub temu trikrat, mislim, da v zadnjih 5 ali 10 letih se je pripetilo, da so že na prvem roku se zapolnila vsa mesta, tako da ena izmed možnih strategij, ki jo lahko berete, je ta, da če niste čist prepričani, a bi šli na FRI oziroma na katerega od drugih programov, ki so bili danes predstavljeni, da potem kot drugo možnost imate za rezervo upravno informatiko. To je ena možnost, ki pa seveda ne garantira, da bo na drugem mestu še vedno kakšno prosto mesto. Pač večinoma je bilo, ne pa povsem vsako leto. Kot rečeno, fakulteta za upravo je del bežigrajskega kampusa, tako da mogoče še ena zadeva, večkrat je bilo danes že izpostavljena, ne vem, IŠRM je težek program, dekanja izpostavlja, ni najbolj blesteča prehodnost iz prvega v drugi letnik. Res je, da ima program upravna informatika od vseh do sedaj predstavljenih programov največ družboslovnih vsebin. Kljub temu pa to ne pomeni, da gre za družboslovni program. Tudi na tem programu se namreč soočamo z ne najbolj blestečo uspešnostjo pri prehodu iz prvega v drugi letnik, vendar ne zato, ker bi bil program tako težek, da se ne bi dalo naučiti za izpite, ki jih imate na obeh fakultetah, ampak zadnja leta predvsem zato, ker študentje niso najbolj resno pristopili k sprotnim obveznostim, ki jih je pa že prej omenila dekanja, torej domače naloge, seminarske naloge in tako dalje. Te zadeve so na programu zelo striktne, torej ni nekih več priložnosti, da bi te stvari oddajali, tako da je sprotno delo tudi na tem programu ključnega pomena. Toliko za zdaj z moje strani, če bo kakšno vprašanje, z veseljem seveda še kasneje odgovorim. Tako da vabljeni torej na interdisciplinarni študijski program upravna informatika. Hvala vsem za predstavitve. Zdaj je na vas odločitev in ko se boste odločili, ne pozabite, da se morate do prvega prijavnega roka prijaviti na vaš izbran študijski program, bodisi na naši fakulteti ali pa kjerkoli drugje, torej na portalu EVŠ. Podatke vam bodo verjetno dali tudi po vaših srednjih šolah, izpolnite obrazce in oddajte prijavo. Ne pozabite, da potem na koncu morate tudi prijavo potrditi, da bo dejansko oddana, ker prijave v bistvu se dogajajo na nivoju države, mi smo samo obveščeni o seznamu potrjenih prijav. Ko se vpisujete na to stopnjo, kar je vaš naslednji korak, lahko tudi pogledate, kakšne so vaše možnosti za nadaljevanje študija. Zdaj, vedno lahko končate na sredi študija ali pa upam vsaj, da boste končali prvo stopnjo. Če boste pa želeli poglobiti vaše znanje na drugi stopnji, imamo na drugi stopnji istoležne programe, ki se nadaljujejo in vam ti programi omogočajo bolj specializirane vsebine, ki so bolj mogoče tudi trendi
boste tudi lahko izvedeli najnovejše raziskave, aplikacije in dejansko poglobili vaše tehnično znanje. Poleg teh programov je pa zaradi lastnosti druge stopnje, ker se lahko v 2 letih res poglobimo na specifična področja, ponujamo še dodatne programe, naprimer program umetne inteligence, ki ga izvajamo s 4 drugimi univerzami v Evropi. Vpisali se boste v Barceloni in potem boste nadaljevali en semester pri nas in potem lahko še na 3 drugih univerzah. Potem program Kognitivna znanost, ki ga izvajamo z drugimi članicami, več članicami Univerze v Ljubljani, naprimer Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto, Medicinsko fakulteto, uporabna statistika in digitalno jezikoslovje, ker nekako združujemo vidika jezikoslovja in računalništva, ki v zadnjih letih postaja precej pomembno. Torej, na drugi stopni boste lahko to znanje, ki ga boste pridobili na prvi stopni, še dodatno specializirali. In lahko o tem mogoče že sedaj malo razmišljate, karkoli boste pa izbrali na prvi stopni, ne boste zamudili nobene priložnosti, da se boste odločili kasneje. Potem po drugi stopni, oziroma ko boste na drugi stopni, se bomo pogovarjali po tretji stopni. Tako da, zdaj, kar se tiče mednarodnih izmenjav, tekom študija imate veliko možnosti, da lahko obiščete kakšno drugo univerzo, pridobite znanje in se vrnete nazaj. In zaželeno je, da greste v tujino, da vidite, kako se stvari tam dogajajo in da pridete nazaj in ugotovite, kako smo mi napredni. Izmenjave omogočamo z več državami Evropske unije. Imamo tudi dvojni študijski program z univerzo v Južni Koreji, to je Kyunghwa National University. Univerza se nahaja v neposredni bližini tovarn Samsung, LG, Hyundai, gre za mesto Daegu. Torej tisti, ki boste med boljšimi, boste lahko izbrali, da se boste udeležili tega programa in na koncu boste dejansko dobili 2 diplomi. Diplomo njihove univerze in diplomo naše univerze. Zdaj, kar se tiče obštudijskih dejavnosti, je pomenilo, da izpostavim, da, kot sem že prej nekako povedal, da poleg študija, da se udeležujete in aplicirate svoje znanje prek hackathonov, da se udeležujete nekih poletnih šol. Kje je bolje ugotoviti, s kom ustanoviti podjetje, kot zdaj, ko še nimate podjetja? Pa točno lahko ugotovite, a lahko od kolega pričakujete, ko bo treba nekaj narediti, da bo z vami ostal čez noč pa stvar naredil? Torej, izkoristite ta čas, ki ga boste imeli, da spoznate ljudi in ugotovite, s kom bi želeli v prihodnosti delati. Sigurno pa je ena izmed pomembnih stvari, ker FRI smo skupnost, skupnost študentov in učiteljev, raziskovalcev. Zelo dobro sodelujemo študenti in tudi imamo zelo aktiven študentski svet. Zato bi zdaj povabil predstavnico študentskega sveta, predsednico študentskega sveta, Laro Ničetin, da vam pove tudi o tem nekaj besed, kar je v bistvu tudi zelo pomembno. Izvoli, Lara. Živjo, jaz sem Lara in sem tukaj, da vam v bistvu predstavim še majčkeno drugačen vidik, kaj pomeni biti študent na FRI-ju. Zdaj, jaz vam lahko iz lastnih izkušenj tudi povem, pa tudi iz izkušenj mojih kolegov, da boste vi najbolj uspešni v študiju, če si boste našli še neko dejavnost, neko aktivnost, ob kateri se boste sprostili, za takrat, ko boste, ne vem, kakšen težek kolokvij imeli, ko bo izpitno obdobje malo bolj težko, da se boste sprostili. Zdaj, lahko si najdete kakšno službo ali pa neki, ne vem, kar je že prodekan omenil, si karierno udejstvujete karkoli. Imate pa dejansko še tudi dosti drugih možnosti, pa tudi predlagam, da si res najdete nekaj. Če je kdo tukaj športnik, jaz vas spodbujam, da se športom še naprej ukvarjate. Lahko dobite tudi status športnika na fakulteti in imate pol neke bonitete. Imamo tudi univerzitetno športno ligo, če bi kdo želel zastopati fakulteto na športnih tekmah. Kakor so FRI-jevci znani kot neki nešportniki, imamo kar ene par športnih ekip. In sicer imamo moško futsal ekipo, moško košarkaško ekipo, žensko košarkaško ekipo, sicer je v košarki 3x3, ampak je pa ekipa.
in pa odbojkaško ekipo, ki se mi zdi, da je pa mešana. Zdaj te ekipe se lahko kaj spremenijo, lahko se doda kakšna, lahko gre kakšna stran. To je vse odvisno, kako so študenti pripravljeni trenirati zraven. Pa dejansko hodite na tekmovanja, pa tekmujete z drugimi fakultetami. Naši košarkaši so še kar uspešni, meni so bili lani 3. ali nekaj tasga, ali predlani, tako da pa je bilo kar ene par ekip, tako da niso slabi športniki. Potem imate še druge možnosti, pač študirali boste v Ljubljani, tukaj je ogromno nekih društev, klubov, delavnic, lahko se udeležujete česarkoli, pišete o karkoli. Kot študenti dobite tudi razne popuste za kakšne fitnese, ne vem, plezalna društva, karkoli, tako da dajte se pozanimati, skoristiti bonitete, ker imate res ogromno možnosti. Marsikaj ponuja tako res neke ogromne popuste za študente, samo pozanimati se morate. Če pa želite, sem mislila, da sem po nesreč klikala. Če pa želite najdete neko dejavnost, za katero sploh ne bi rabili zapustiti fakultete, je pa tukaj kar ene par društev, ki delujejo na tem faksu, ali pa mogoče zraven s kakšnim drugim. Pa najprej moram predstaviti, kaj smo študentski svet, ker smo majčkeno drugačno društvo, nismo društvo, mi smo v bistvu organ fakultete. Naša naloga je, da v bistvu zastopamo mnenja pa interesov študentov. Sliši se kot nekaj ful resnega, ampak v bistvu je tako precej luštno delo, tako zelo fajn občutek, imaš tudi, ko pomagaš ljudem. Danes sta tudi 2 študenta študentskega sveta z nami gor v avli. Verjetno ste zdaj na kavču pa pijete kavo, ampak ste pa tudi na voljo za kakšno vprašanje, če boste lahko njih vprašate, lahko vprašate kire druge študente, ki so po fakulteti, lahko mene kaj vprašate, karkoli. Potem neko podobno društvo je študentska organizacija. Ne glede na to, na kjer faks se boste vpisali, boste imeli tam in študentski svet, ki je na voljo za vaše vprašanje, za vašo pomoč, in študentsko organizacijo. Oni pa načeloma bolj organizirajo neke take splošne zabavne dogodke, razne bowlinge, piknike, paintballe, razne take stvari, da se lahko malo pozabavate z vašimi kolegi, ne vem, zberete skupaj par sošolcev, greste na bowling. Drugače pa tudi poučne, kulturne pa neke športne dogodke. Potem je tukaj društvo ESTEC, oni so mednarodno društvo študentov elektrotehnike in računalništva in oni pravijo, da odpirajo vrata v svet nepozabnih izkušenj strokovnega razvoja mednarodnih poznanstv. Oni imajo tudi dostikrat delavnice kakšnih mehkih veščin, to je nekaj, kar načeloma računalničarjem zelo manjka, tako da priporočam, tudi razni karierni centri organizirajo čez celo leto vse možne delavnice. Potem je tukaj Beat Club. B v Beat Club stoji za biznis, IT pa seveda IT klub. Oni so pa v bistvu društvo, ki se neka taka skupnost ambicioznih študentov, ki se želijo že med časom študija spoznati z malo to podjetniško stranjo, tudi probajo kakšno idejo razviti. Potem je tukaj društvo Dragonsec, to je zanimivo za vse tiste, ki vas zanima kibernetska varnost, delajo zelo zanimive stvari, se igrajo. Potem je pa tukaj še eno društvo, ki ni študentsko društvo, ampak bi ga pa vseeno rada izpostavila. To je klub ADA, to je predvsej 2 leti staro društvo in gre za skupnost žensk v ne samo računalništvu, v celi znanosti in je namenjen tako dijakinjam kot študentkam in zaposlenim. Punce v tem društvu organizirajo razne dogodke, da vam pomagajo nekako postati bolj samozavestne na tem področju. In ja, je zelo fajn. Potem, kaj drugega še lahko delate, skozi se odvijajo neki hekatoni tukaj na fakulteti, ali tukaj, ali pa kakšne podjetja imajo kdaj na kakšnem gospodarskem razstavišču, zmer se najde neki za dogajanje. Razna tekmovanja so, izzivi, ne vem, letos smo imeli, a je bil kdo tukaj na računalniškem tekmovanju Bobber? Bobber je bil tukaj 1 mesec nazaj. Dobenega ni bilo, okej. Tudi srednješolci. Okej, že zdaj zamujate priložnosti. Okej, ja, drugače skozi so neka tekmovanja tudi iz umetne inteligence, iz kibernetske varnosti. To še ni bilo, bo še letos, Capture the Flag, tako da ja, imate ogromno enih možnosti, kaj bi tukaj delali, tako da verjetno to ne bo vplivalo na vašo odločitev, na kjer program boste šli, ampak to, da veste, da je tukaj ogromno enih stvari za delati. Tako, ne vem, po predavanju se lahko s kolegi usedete, pa ne vem, greste na sestanke enega društva, kakšen projekt skupaj speljate in neko neumnost probate narediti, tako. Se imeti fajn med študijem. Tako boste tudi najbolj uspešni, ne. Morate najti neko ravnovesje med tem, koliko
se učite, pa koliko se pa sproščate. Ampak ne sme biti preveč ta drugega, ker drugače boste prvo trpeli. To je bilo pa vse z moje strani, tako da jaz predajam besedo v bistvu nazaj, kjer smo začeli, pa gremo na vprašanje. Najlepša hvala Lari, najlepša hvala skrbnikom, dekani, prodekanu. Mislim, da smo vas zdaj kar precej napolnili z enimi informacijami. Je pa čisto možno, da smo kaj spustili ali pa da vas zanima mogoče kaj posebnega. Tako da sicer smo kar potegnili, ampak dajmo vseeno narediti eno tako kratko seanso z odgovori, mislim z vprašanji in odgovori. Vabljeni seveda še posebej tisti, ki ste v predavalnici 1, ki ne morete v živo nas tukaj vprašati, da postavite vprašanje preko aplikacije Slido. Zdaj, iz izkušenj se zgodi, da vsi ful radi sprašujemo pisno in ne v živo in to se lahko potem izteče v eno neskončno množico vprašanj, na katera seveda ne bomo mogli zdaj odgovoriti. Tako da jaz najprej vabim tukaj prisotne za kakšno vprašanje čisto v živo. Kaj vas zanima, lahko vprašate direktno koga od skrbnikov, dekanjev ali pa kogarkoli, pa Laro, ali pa je pač neko vprašanje bolj splošno, pa bomo našli nekoga, ki bo znal odgovoriti. Tam je že ena roka, lahko kar na glas vprašate. Povprečno, kako dolg je študijski dan? Kako dolg je povprečno študijski dan? Kdo si upate odgovoriti? Slavko. Hvala za vprašanje. Zdaj nekako skrbimo, da program pa tudi predmete prilagodimo, da poskušamo zaključiti čim bolj zgodaj, ampak nekako predavanja so nekje med 9. pa 4. Kakšne vaje se lahko začnejo že ob 7. Ali pa se mogoče kakšne vaje potegnejo tudi kasneje do naprimer 7. ure nekje, ampak večinoma boste do 5. ure nekje končali. Mogoče boste kakšen dan imeli tudi samo ena predavanja, odvisno tudi, kaj si boste zbrali potem v višjih letnikih. Ampak v prvih 2 letnikih, ko nimate tako veliko izbirnosti, boste imeli urnik precej lepo zapakiran. Mogoče čisto za občutek, tipično imate 5 predmetov naenkrat, vsak semester in en predmet pomeni 3 ure predavanj pa 2 uri vaj. Se pravi, to bi bilo 25 ur na teden, če se to lepo razporedi preko vseh dni, bi bilo 5 ur na dan, včasih se pa ne, pa imate kakšen dan prost, kakšne ostale dni pa bolj polne. Hvala. Zdaj, čisto na kratko, nekaj vprašanje prišlo, pa lahko mogoče kar na hitro odgovorim na njih, da se niti ne potem zatikamo. Sicer čisto taka vprašanje, kako je s parkiranjem. Parkiranja so tam pred rampo in po novem so plačljiva. Drugače so pa avtobusne povezave, trenutno sicer, kot ste videli, ko ste prišli, prenavljamo fasado, drugače je pa okoli fakultete res ogromno prostorov za parkirišče koles. Tako da nekako se spodbuja takšen način prevoza. Kar se tiče, še eno vprašanje je, in to vsako leto mislim, da vprašajo, pa mi ne povemo prej, kako je z opremo, ali se potrebuje kakšna posebna oprema, računalnik za to, da lahko nekdo študira? Ne potrebujete nobene posebne opreme, tudi nobenega posebnega računalnika. Če bo kaj kompleksnega, to pride potem bolj kasneje v 3. letniku, ampak za ta namen imamo tudi na fakulteti en super računalnik, kjer boste dobili dostop ali pa imate dostop do super računalnika Vege, tako da če bo treba kaj bolj zahtevnega izvajati, bomo te kapacitete zagotovili na fakulteti. Je pa fino, glede na to, da se vpisujete na program računalništva, da imate pisalo in papir, ki je primerno temu, kar boste želeli delati. Ni pa pomembno, da zdaj potrebujete najboljše pisalo. To se tudi rabite zavedati. Hvala, tukaj eno vprašanje. Kako pogosti so te hekatoni? To je tako enkrat na mesec, enkrat na teden? Ja, se pravi, vprašanje je bilo, kako pogosti so hekatoni. Zdaj, hekatoni so večinoma dejavnosti, ki jih organizirajo zunanji organizatorji, se pravi študentska društva, združenja, podjetja. Kako so pogosti? Zdaj v marcu in aprilu so stvari praktično vsak teden, pa tudi po več kot ena zadeva na teden, nekako
ta čas je takšen, ko se tega veliko organizira, sicer pa bi rekel, da ne vem, kakšna stvar na mesec se zagotovo najde, pa niso tudi seveda stvari, ki so zanimive za vas kot bodoče študente računalništva, nujno na fakulteti, tudi drugod se organizira, recimo na drugih fakultetah. In študenti računalništva ste običajno zelo zaželeni v teh ekipah, kadarkoli se kaj takega ustvarja. Se pravi, je še kakšno vprašanje zdaj tukaj? Še nekaj dodam. Ja, Lara, kar. Ja, glede hekatonov, v bistvu še dobro, da glih poznam en primer, drugač v tujini so tudi hekatoni, pa marsikaj jih je online. Recimo moji kolegi so šli lani na en hekaton, kjer so imeli en vikend, da so celo igrico sprogramirali. In to je bilo vse online, to so organizirali nekje drugje. In pač ko so se usedali, so se kenemu domov spravili, pa so odrdili. Tako da, če ni v Sloveniji, se tudi kaj zunaj najde, pa marsikaj online. Vem, da so tudi neki hekatoni, ki so specifično za ženske na vsake toliko, ampak ja, tako, če ne tukaj, online, znate googlati. Preko slajda smo dobili vprašanje, kako je z prehajanjem med programi, možnostjo menjav programov. Mogoče najbolj, da predstojnik študentskega referata odgovori. Ja, lep pozdrav vsem še v mojem imenu. Kar se tiče prehajanja med študijskimi programi, je tako, določene možnosti so študentom na voljo, se pa ponavadi zadeve omogočajo ob prehajanju v višje letnike, torej ob prehodu po zaključenem prvem letniku v drugi letnik, recimo iz univerzitetnega na visokošolski študij, ali ob spremembi študijskega programa v drugem letniku, po drugem letniku IŠRM-ja, torej računalništva in matematike, se vpišete v drugi letnik univerzitetnega študija. Gre pa tukaj navadno za specifike, tako da za konkretna vprašanja je najbolj, da se oglasite v študentskem referatu. Mogoče bi še poudaril, da se referat zelo trudi, da vam ustreže pri svojih željah in tudi, če se nekdo recimo sred leta odloči, da bi zamenjal študijski program, mu gremo navadno na roko in mu že v tekom tekočega leta prilagodimo predmetnik, da bo opravil predmete za program, katerega se želi vpisati, da se bo lahko potem vpisal v naslednji letnik. Ampak, tako kot je predstojnik omenil, tukaj gre res za ena na ena posameznike, s katerimi se pogovarjamo in rešujemo probleme ločeno. Hvala. Kakšno vprašanje? Se pravi, vprašanje je bilo za tiste, ki spremljate, ali lahko kako je s strokovnimi predmeti, ali lahko to med študijem kaj menjaš? Strokovni predmeti so v bistvu izbirni predmeti, tudi modulski predmeti so v bistvu izbirni predmeti. Načeloma imamo pravilo, da ko si izbirni predmet izberete, ga lahko poslušate 3 tedne in v teh prvih 3 tednih se lahko odločite in ga zamenjate. Če pa v bistvu se odločite potem kasneje, ga ne morete opraviti, ga ne morete kar zamenjati. Zakaj smo se tako odločili? Zaradi tega, ker v bistvu opisi predmetov so nekaj, vaša predstava v vsebinah je nekaj drugega, potem pa pridete na predavanja, ugotovite, kakšne so obveznosti, kaj dejansko boste slišali, je pa nekaj tretjega. Zaradi tega, da imate čim več možnosti poslušati res, kar si želite, lahko v prvih 3 tednih, ko poslušate predmet, ta predmet tudi zamenjate. Prejeli smo še nekaj vprašanj glede nadaljevanja potem študija na magistrski stopnji. Eno vprašanje je bilo, ali lahko iz dodiplomskega študija multimedija potem pridete na študij magister računalništva, se pravi računalništvo in informatika, seveda lahko, v bistvu lahko iz vseh frijevskih programov, v bistvu greste na katerega koli od ostalih frijevskih programov na magistrski stopnji. Seveda pa, ker eno drugo vprašanje, se pravi, če bi želeli na magistrski stopnji nadaljevati na strojni fakulteti ali na fakulteti za elektrotehniko, mislim, da so te možnosti enake ali so kakšni posebni pogoji. Ja, možnosti so enake, s tem, da lahko za vsak program zahteva kakšne diferencialne izpite. Tako da, če želite po naši prvi stopnji nadaljevati na kakšnem programu, ki ni del naše ponudbe ali pa povezanih članic, preverite ta program, kakšne predmete mogoče zahtevajo, ker lahko v tistih belih pikah, ki jih vidite v 3. letniku, to so splošno izbirni predmeti. V tistih predmetih lahko izbirate predmete na prvi stopnji na katerikoli drugi članici Univerze v Ljubljani
in lahko tako v bistvu opravite predmete, ki so diferencialni, če bo potrebno, da se vpišete potem na drugo stopnjo, kjerkoli drugje. Ampak kar nekaj programov, naprimer na ekonomiji, ne zahteva nobenih posebnih predznanj, da jih imate, da se vpišete na drugo stopnjo. Naprimer, če želi priti kdo na naš program druge stopnje, rabi opraviti izbirni izpit. Torej, za vas je precej lažje priti na drugo stopnjo, kot nekomu, ki študira na kakšni drugi fakulteti. Imamo še kakšno vprašanje? Se pravi, vprašanje je, iz katerega nabora predmetov lahko izbirate pri splošno izbirnih predmetih. To so te bele pike predmetov, ki jih vidite. Lahko izberete katerikoli predmet Univerze v Ljubljani. To je lahko tudi balet. Torej, ni nekih omejitev, prijava pa gre na način, v bistvu, da vi imate možnost, da predmet izberete. Potem, ko predmet izberete, se pošlje prijava tisti fakulteti oziroma nosilcu, ki to izvaja, in tista fakulteta potrdi vašo prijavo. Lahko vas zavrne, ampak načeloma lahko izbirate katerikoli predmet, ki seveda je nekaj drugačnega ali pa različnega od naših predmetov. Če ste v bistvu pri nas že slišali analizo, če mislite o analizi kot analizi, ki je na Ja, ampak to je analiza, ki je zelo podobna recimo naši analizi, tako da odvisno na katerem programu ste, če bi vam to recimo dovolila. Iz IŠR imajo obratno zagotovo ne, v drugo smer pa verjetno bi vam dovolili analizo 3, ne pa analizo 1, 2. Ne, torej vprašanje je bilo glede splošne izbirnosti. V splošni izbirni je lahko katerikoli predmet na Univerzi v Ljubljani. Zdaj, večina študentov se odloča pa izbere naše predmete, ker imamo zelo veliko ponudbo tudi izbirnih predmetov in zelo verjetno tisti, ki vas zanima računalništvo, vas zanimajo recimo stvari, ki so recimo tehnične. Ampak nič ni narobe, če izberete kaj drugega. Vam je na voljo in je tudi to spodbujeno, da širimo interdisciplinarnost. Če se spomnite, recimo na Stanfordu je bivši direktor Apple povedal, zakaj so Macintoshi dobili neko specifično pisavo, zaradi tega, ker si je on tekom študija izbral nek predmet, kjer se je učil o pisavah. Torej, nikoli ne veste, kdaj vam bo kaj prišlo prav, tako da izberite si tisto, kar vas najbolj zanima. Tako, eno vprašanje smo še dobili takoj, ki je mislim, da pomembno, sicer na katero fakulteto se vpišete pri interdisciplinarnih programih. Tega nismo mogoče posebej izpostavili, ampak se pravi od teh 3, ki smo jih danes tukaj predstavili za program računalništvo in matematika, se vpišete tukaj na fakulteto za računalništvo in informatiko na 1. stopnji, medtem ko za se pravi program multimedija se vpišete na fakulteto za elektrotehniko in za program upravna informatika se vpišete na fakulteto za upravo. Pač tja oddate svojo prijavo, ste pa seveda pol študenti v vsakem primeru vedno obeh fakultet. Tako da to se mi zdaj je pomembno. Še eno vprašanje sprejmemo, tam ste dvignili roko, mislim, da prej. Aha, se pravi, vprašanje je, koliko modulov izbirnih lahko izberete v 3. letniku? Izberete lahko toliko modulov, da imate v bistvu 5 predmetov v enem in pa drugem semestru. To je nekako definiran za posamezen program. Možno je izbrati tudi kakšen predmet več, ampak načeloma to pomeni, da če si ga zberete, ga morate tudi opraviti. Tako da malo je takih, pa ponovadi je kdo, ki je res zelo uspešen, izbere kakšnega več. Ampak ne skrbeti, tudi tisti predmeti, ki so v modulih, jih lahko izberete prek splošne izbirnosti. Torej, če bi v kakšnem drugem modulu želeli kakšen predmet slišati, ga lahko vseeno izberete prek splošne izbirnosti. Prav, najlepša hvala. Na tej točki bi sicer zdaj ustavil ta vprašanja in odgovore. Bomo pa vsa vprašanja, ki ste jih že napisali na slajdu,
in lahko jih tudi še naprej dodate, pogledali in pa dodali ena vprašanja in odgovore na objavo na spletni strani, tako da si boste lahko pogledali v ponedeljek, recimo, bomo te stvari lahko pripravili. Preden greste ven, počakajte še za trenutek. No. Se pravi, kot je bilo že na začetku napovedano, sledi sedaj ogled fakultete, ogled projektov, ki jih imamo tam na voljo. Zdaj, sodelavci so pripravili eno nagradno igro. Ta nagradna igra služi temu, da imate en tak zemljevidek, da veste, kje so kakšni projekti predstavljeni, pa tudi temu, da vas podbudimo, da si jih res greste pogledat. So fine nagrade potem na voljo, na infopultu jih boste dobili, študenti vam bodo pa razdelili tele listke. Če zdaj še povemo tole, vsi, ki smo tukaj v predavalnici A, v tej predavalnici za 300 ljudi, to je naša največja predavalnica, ki si jo delimo skupaj s fakulteto za kemijo. V tej stavbi imamo tudi menzo, se pravi prehrana je tukaj, mislim, da je bilo eno vprašanje tudi, kje se lahko je. Tukaj je menza, tukaj je knjižnica skupna, potem pa bomo šli čez mostiček v stavbo fakultete za računalništvo in informatiko. Zdaj tisti, ki ste v predavalnici 1, ste že tam. To je v bistvu druga največja predavalnica za 200 študentov. Tam je veliko, v teh dveh predavalnicah boste v prvem letniku zagotovo poslušali kar nekaj predmetov. Sedaj pa seveda, ko se boste sprehodili po naši fakulteti, v učilnicah boste našli različne projekte, naredili so jih študenti, naredili so jih laboratoriji, mogoče niti ne bi zdaj razlagal kaj dosti o tem. Zraven so naši študenti in študentke, kot sem prej rekel, vprašajte jih mogoče kaj od tega, kar ste tudi napisali na slajdu, kar niste napisali, kar vas vseeno zanima, dajte jih kar vprašati in dobite informacije. Če je kakšen tujec, se pravi študenti iz tujine, v predavalnici 22, ki se ravno tako nahaja tam v tistem delu fakultete za računalništvo in informatiko, bo zdaj krajša predstavitev. So any foreign nationals still attending this presentation, we'll start a short presentation for foreign students regarding application procedures in the lecture hall 22 at the Faculty of Computer and Information Science. So see you there. I think Aleš from the Student Affairs Office will be there. So thank you. Hvala še enkrat vsem za obisk. Jaz upam, da se vidimo oktobra, ko boste prišli kot bruci. Hvala.